Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. Tudi med vami je eden, za katerega menim, da bo izbral pravilno pot v življenju. Na tej poti bo pomagal ljudem priti do sreče. Tako je pred desetletji pred polnim razredom učencev preroško napovedala verna učiteljica biologije Marija Likar, ki je zaradi takratne brezbožne oblasti morala skrivati svojo vero. Razred je osupnil. Vsak je začel premišljevati, na katerega je mislila. Po dolgem moledovanju je odgovorila na njihovo vprašanje. Mislila sem na vašega sošolca Jožeta Packa. Vendar Jože takrat na duhovniški poklic še sploh ni mislil. Kaj ne, gospod Jože Pacek? Tako je. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Bolj bi vas zanimal poklic mornarja in kakšna dolga potovanja, ne? Ja, avanture. Avanture. Vsak mlad fant. Zato sem malo sanjal tudi o tem, da bi šel na pomorsko šolo, ne? Ampak potem je prišel pa en močnejši klic, ki mi je preusmeril moje življenje. Kako ste pa razumeli to preroško napoved vaše učiteljice? Malo sem se ustrašil, ne, ker noben mi to nekaj takega napovedoval, ne? Sploh pa, ker smo razredu imeli veliko bolj sposobnih fantov, ne, ki so veliko na njih gradili, ne. Jaz pa nisem nikoli veliko počutil kaj pomembnega, zato so me te besede resnično presenetile, ne. Bil sem pa tudi po svoje vesel, da nekdo pa res še kljub temu lepo misli o meni. Pripovedujte nam za začetek o vašem rojstvu. Namreč gre za izjemno zgodbo, nekaj izjemno redkega, ki je tako močno zaznamovala vso vaše nadaljnje življenje. Ja, res, zdaj vedno bolj videvam, da je bilo to moje življenje res malo skrivnostno, oziroma še zdaj bolj čutim se v razpetju nekatere stvari. Naša družina iz Krškega polja je bila izseljena v Nemčijo, v tovorišče. Tudi, recimo, moja mama, kot mlado dekle, tukaj v sami Nemčiji je spoznala fanta Jožeta doma iz Rake. Tukaj se je vnela ljubezen in tako sem jaz potrkal tudi na vrata, da bi pač bil rojen. Čeprav so bili to težki časi, mamo so nagovarjali, da bi naredila splav, češ Milka, kaj pa misliš zdaj, tukaj je zdaj vojna oziroma tu so grozote, nekaj pomisli na sebe in tako naprej. No, mama se je odločila, da me je rodila. No, je bilo pa tako, da moj oče takrat ni bil v istem taborišču kot moja mama, je bil oddaljen od tega našega taborišča, kakih 100 kilometrov. No, prav v dnevu, ko je šla mimo ali pa skozi angleška pa ameriška vojska, dejansko se je pač zgodilo moje rojstvo. Moje rojstvo res v tisti strašni vojni, med istim bombardiranjem, namreč Hitlerjugend je naredil neki karval tam, vrgel je nešne bombe in so ubili tega generala ameriškega, ki je bil na enem tanku in takrat so se zelo maščevali angleška in ameriška vojska. No, v tisti trenutki sem pa bil jaz rojen. Rojen kot vsak drugi otrok, samo s to razliko, da je istočasno, isti večer umiral moj oče v drugem taborišču. Namreč on je ob 8. zvečer umrl kot mladenič, jaz sem se zvečer ob 11. pa rodil. Dolgo časa nisem z mamo razumela, zakaj je Bog zahteval to žrtev, zakaj je do tega moralo priti, te pač mama izgubila fanta oziroma tudi moža, pozneje bi se gotovo poročila. No, jaz sem pa izgubil očeta, tako da on nikoli ne videl, čeprav si želel, da bi me videl. No, to skrivnost, ki sva jo imela z mamo, včasih si tudi mama zelo s tem borila, se tudi nekako z Bogom nekako kregala zaradi tega,
Jaz sem šele to razumel pred posvečenjem na Sveti gori, pred duhovniškem, na tej duhovni vaja, kjer sem prebral tisto misel lepo o pšeničnem zrnu, ki mora pasti v zemljo, da mora pač izginiti, strohneti, da iz tega nastaja nov glas. In takrat mi je en glas rekel, lej, tudi smrt tvojega očeta je bila potrebna, da boš ti postal duhovnik. In še en hud udarec je doživela vaša družina, vaša mama, še takrat v taborišču, preden so odšli domov, ne? Tako je. To se pravi, bil je razpad, kot temu so rekli, pričakovali smo vrnitev v domovino, se tega zelo veselili. No, takrat je pa bil res en velik udarec za našo družino, kjer je umrlo srce te naše družine. Namreč moja stara mama, takrat še zelo mlada žena, stara okrog 40 let, je nekaj se zastropila, ko je pomila posodo, roke je začelo utekati, peljali so je v neko ambulanto nekega Rdečega križa mađarskega, no tukaj je pa zdravnik po vsej verjetnosti dal napačno injekcijo, tako da je v trenutku umrla. Tako je zapustila res mlado družino, to se pravi 6 otrok je zapustila in tako smo se potem vrnili brez mame, brez srce družine, kar se je tudi zelo poznalo tudi pozneje, sploh pri mladih otroki, ker najmlajša je bila stara komaj 7 let, 6 let. Ne. Vi pa kot dojenček, ne? Ja, jaz sem bil pa dojenček takrat, pravzaprav mama je bila bolna na tuberkulozo je imela, ni me smela dojiti, ker se je bala, da me bo okužila, sama je bila zelo izčrpana, no in potem je prišla dan te vrnitve v domovino, sve to so bili vlaki, tovorni vlaki, ne, to niso bili kakšni imenitni vlaki, ampak ljudje so se tega veselili. No pravi, potem je mama rekla, da je tam, ki je bila na postaji, jo je en angleški vojak videl s tem vozičkem otroškem, no potem pa je ta voziček prijel, pa tudi recimo mene, in je potem dal ta voziček v navaden vagon. Ne, tako da sem potem pač, da je mama normalno potovala. Seveda, bila je problem moja prehrana, ta sem bil star 6 mesecev in seveda, zdaj kaj ne jem, pri mami nisem mogel nič dobiti mleka, mama je pa vzela, se je pa dali tale mleko v prahu, ta angleška vlada oziroma angleška vojska, napozila je potem v neki kanta od benzina vode, kajti potovanje je trajalo cel mesec, no pa nekaj svečke je imela, da na te svečke je potem na eni posodici to mleko segrela, tako da sem potem preživel. Kajti vsi dojenčki, ki so pa šli, da se vrnili domov, ko so bili pod rusko komando, ne, so pa vsi pomrli. Koliko časa je preživela vaša družina v izgnanstvu, v taborišču? Moja družina je preživela v izgnanstvu 4 slaba leta. Ne. To se pravi, 4 leta, že proti koncu, ko so to bilo to izseljevanje, smo nekako že mislili, da bomo šli, ker je moj star oče znal dobro nemško, je bil avstrijski vojak, ne, in potem ga bi nekako uporabili ta nemška okupacijska oblast, da bi bil kot en tolmač. No, ker je bila moja mama mladenka, tako dekle, simpatično prijazno, se enemu glavnemu kočevarju dopadla, ne, in pač jih hotel imeti za svojo ljubico, ona se je potem oprla, pa je rekla, pa je rekel, zaradi tega sem opomaščeval, ne, in je potem smo šli še mi kot zadnji v izgnanstvo. In potem so se pravzaprav samo s svojim očetom, vaše tete, vaša mama vrnili v vas Malo Mraševo? V vas Malo Mraševo, ja, ki je bila pa požgana. To se pravi, ob umiku te nemške vojske je šla ta nemška armada mimo te naše vasi, ne, in takrat so pa partizani začeli po tej vojski streljati, te je bilo meseca maja, ne, oziroma ja, in da bi imeli neko ukritje, so celo vas zažgali. Vas je bila požgana in domov so se vrnili pravzaprav čisto na prazno.
našo, tole stavbe so bile, vse te gospodarske poslopje so bile vse uničene oziroma požgane. Edina hiša je ostala brez oken pa brez vrat, ampak kljub temu so bili veseli, da so se vrnili. Tako da vam je ostala pravzaprav samo zemlja, da bi lahko preživeli? Samo zemlja, ampak je bilo pa to, ker je bilo to konec avgusta, ne, ni bilo nič več mogoče posejati na njiva, tako da je mogel moj star oče takrat iti prositi kot neki berač pri neke svoje sorodniki, ki so ostali, da so nekako preživeli, ne ob ječmenu, pa ob taki bolj skromni hrani. Potem tudi zimo do naslednje pomladi? No, zima, vse se je potem bilo pa tale gotovo polja neobdelana, nič nisem gnojena, ne, zemlja, čeprav je Krško polje nerodovitna in takrat kot na laž so se pojavili neki žužki na pšenici, ne, tako da pravzaprav je res 4-5 let je bila dejansko tudi v naši družini, kjer so bili dokaj premožni, ne, Pomanjkanje hrane. Ja. No in seveda, potem pa še so tiste stvari, katere so pač imeli, namreč ne, transveljali kmeti za kulake, to se pravi, so hoteli imeti te zadruge, ne, pa so bili veliki pritisk s to davčno politiko, velike davke so bili, ne, te odvezne oddaje, tako da niso bili nič kaj prijazni časi takrat. No, vas je še posebej skrbelo in ste bili v strahu za vašo mamo, Ja. ki vas je imela edinega, tako rekoč, ne? Mama je bila bolna, težko bolna, ne? Moja mama je res bolela, imela kaverno, odprto rano pljuča. To je takrat pomenilo, da vsak tak, ki ima tole bolezen, tole že odprto rano, da bo tudi umrl. No, moja mama je bila še zelo mlada in seveda rada bi živela, to je zaradi mene, ker je pač sem rabil mamo. No in potem je šla na ta razen zdravljenja. V čem se pa to zdravljenja? Drugačno, kot so recimo današnje. Ne? Ona je šla recimo na Pohorski dvor ali pa v Novo Celje ali pa v te druge bolnišnice in je bila notri po celo leto. To se pravi, jaz sem živel pri svoji teta, mladoletnih, mama pa se je po svoje, pač bila v bolnici, gotovo je bilo to zelo hudo, ker je vedela, da sem jaz takole pač nisem tako preskrbljen, kot bi moral biti, čeprav so se moje tete zelo trudile, da bi me nudile tisto, kar je treba otroku dati. No, ko ste bili še zelo majhni, je mama celo 1 leto enkrat bila odsotna, ne? In ko ste šla z detkom na postajo po njo, ko se je vračala domov, povejte, kaj se je takrat zgodilo? Ja. To je bilo, recimo, zelo pretresljivo. Ena stvar, ki me je zelo vtisnila v spomin, pač bil sem otrok. Govorili so mi, da imam mamo, da je ta pač mama v bolnici, no in takrat se bi nekako tisle mrčelino, ne samo na mamo mislil, ne, ampak mamina podoba nekako mi je že izginila in sem pozabil na njo. Samo vedel sem, da mama je nekje, ne, in da mamo ne pričakujem, oziroma da bi rad želel kot otrok videti, ne. No, ker je pa naša vas 11 km od Krškega, od postaje železniške, smo potem šli po mamo, ko je se javila, da bo prišla. No in takrat, seveda, mama je bila vesela, da me je videla. No, jaz sem pa potem, ko sem mogel na voz, sem pa dolgo časa sedel zelo stran od nje, ne, ker je bila to za me ena tuja ženska, ne, oziroma nisem je prepoznal. No, in potem pa nekaj časa, ko so se tako peljali, sem pa neka vrnila neka misel, oziroma neko, da sem mamo spoznal. Ja, pa to je moja mama. To je moja mama, ne. Takrat sem pa pravi, tudi da je mama, tudi sam se malo spominjam, sem se pa njej veliko približal, recimo kot neki klop, ne. In od tistega trenutka nisem več jo spustil skozi do doma, tako, ne, ko sem spoznal mamo v tehle, veliko, ko sem spoznal po celemu letu odsotnosti. No, zelo pretresljivo je tudi to, ko je mama težko bolehala, zapadel je zelo visok sneg, nihče ni mogel pozdravila za njeno srce, vi pa kot otrok, brez vprašanja, vzeli stekleničko, kjer je bilo napisano ime zdravila in brez recepta po tem visokem snegu šli koliko kilometrov daleč? Ja, to se pravi 5-6 kilometrov. Ja, veste, to je pa res, recimo, ne, seveda, otrok,
ki ima bolno mamo, ne, ki se vedno boji, da bo umrla. Ne. Tako sem slišal kot otrok tudi od svojih tet, pa od očeta, Milka bo pa umrla. Ne. Jaz sem se potem vedno bal, da bom res mamo izgubil, ne, da mame ne bo več. Seveda, veste, da sem potem vse mogel narediti, ne, da bi nekako, tudi jaz nekako, da bi mama ostala živa. No, takrat je bila na posteli, samo na posteli, to se pravi, so mi morali hraniti. Takrat so bila zdravila cedelanit, še danes vem za ta zdravila, ne, za srce, takrat je že srce oslabelo. Zdravniki kimo, ko je videl, češ, nič ne bo, ne. Ni veliko upanja. No, tu sem se slišal kot otrok. Sneg je zapadel, bilo malo pred Božičem. Mama je rekla, ja, nimam zdravil več, ne. Jaz sem potem vzel eno tisto stekleničko in potem sem šel tja do lekarne v Kostanjevico. Tam je sicer ta lekarnica malo pogledala, malo čudno, češ, kaj je pa zdaj to, s tem otrokom, ki je tu prišel, ne. Pa sem povedal, da je mama bolna, ne, če bi lahko dobil zdravila. No, pa je rekla, seveda te bom dala, je rekla, ne, in tako sem potem mamo razveselil. No, ti čas pa malo skrbi, kje sem jaz, ne, ker mi ni bilo nikjer, ne, ja, kam pa je šel po tole. Potem sem iskali po vasi, no, in Kovači tam rekel, ja, pa sem res poba videl, da je šel tam po cesti, ne, in tako naprej. Vas pa ves dan ni bilo doma, ne? No, cel popoldne, recimo, ne. Je bilo tole, to se pravi, to je en tak trenutek iz mojega otroštva, ki mi je ostal zelo v spominu, ne. No, ampak že sedaj izdajva našim gledalkam in gledalcem, ki jih gotovo zanima, kakšno življenjsko dobo je potem Bog dal vaši mami. To je pa tudi čudež, ne? Tako je. Glejte, Bog je posegel v moje življenje, to bi rad poudaril, ne, tudi po tem, da mi je ohranil mamo. To se pravi, če bi mama umrla, jaz bi ostal dejansko sam, ne, sam sebe popošen, nekaj vrst sirota, ja, sirota, ne. No, in potem, ko so res zaradi te njene bolezni, zdravniki opopovali, ko ni mogla po cel leto stopiti na noge, ko smo potem jo jaz moral takole voditi sem pa tja, ne, da sem naredila prve korake kot otroko, ne. No, se je pa nekaj zgodilo, seveda. Jaz sem bil pač v 8 razred, ne, treba si odločiti in takrat sem pa mami rekel, ja, mama, rad bi postal duhovnik, ne. Ja, seveda je mama se tega ustrašila, ker je mislila, da bi čim prej je šel do nekega poklica prišel, pa da bi nekako imela za neko eksistenco, za neko življenje preskrbljeno, ne. No in potem je pač mama rekla, ja, nisem tega nič preč vesela, ne, moram te povedati iskreno, ampak ne bom te pa branila, ne, ker pač je to tvoja izbira, ne, in pač pojdi z mojim blagoslovom. No in zdaj je bilo pa spet tisto, kar je bilo spet zelo boleče, ne. Namreč, jaz sem šel v semenišče v Pazin, to je dol v Istro, blizu Pule. Tu smo potovali cel dan, da smo prišli do tega Pazina. Zdaj je tu veliko lažje priti, ne. To se pravi, tja sem šel, seveda mogel sem prekiniti stik z domačimi, ne. To je bilo zelo strogo, ne, ali dom, ali poklic, ne, in tako naprej. No, in takrat sem šel pa k zdravniku v Brežice, k temu primariju, ki je bil na pljučnem oddelku, z eno prošnjo. Sem je gospod zdravnik, eno veliko prošnjo imam, rad bi šel v šolo, pa nimamo kam dati, ker je bolna, če bi vi vzeli v bolnico, ne. Ja. No in zdravnik mi je malo pogledal, takrat sem stal 14 let, 15 let, enega fanta, ki tako pride s tako prošnjo k njemu. Potem me pogledal pa reče, ko bo šel v Pazin, jo pripelji in bo pri nas. In tako je bila mama do Božiča v bolnici, ko sem prišel na počitnice, sem jo vzel ven in ko sem se vrnil v Pazin nazaj, ne, je mama šla spet nazaj v bolnico. Danes se tega ne moreš predstavljati. Ampak to, kar ste vprašali, glede recimo te njene ozdravitve, ne. Veste, ko je pa enkrat nas spoznala, da jaz mislim resno, ker je rekla, pojdi, ampak sramote me, Joško, ne delaj. Ne.
da bi potem rekla, pa kaj se ta Milka gre, pa da ga pova pošilja v semenišče, kaj bo, se ni za to, ne on. Ne. No in potem, ko je pa videla, da sem jaz vzel stvari resno, no in potem je pa dobivala neverjetno neko moč. Neko češ, ne, lej, pop si zbral za ta poklic, ne vem, ali če bom tudi zdaj njemu potrebna, ne. Tako da je potem v času mojega bogoslovja, je bila še prvo leto tako zelo bolna, ko se je pa bližala nova maša, pa kot da bi recimo Zacvetela, bi rekel, ne. Tako da je potem pred novo mašo delala to, kar se ne mogel zamisliti se, ne. Celo je šla pa celo našo hišo prepleskala, da bo lepa za novo mašo, ne. Čudovito je. To je res en tak božji poseg, se pravi, Bog je dober in Bog me je, nime učitelj nimam, imela pa mamo in lej, skupaj smo potem živela in no, tudi pozneje tudi moja gospodinja dolgo leta. Dolga leta gospodinja, vi ste znani kot župnik z morda najdaljšim stažem v Sloveniji na eni župniji, ne? In vaša mama je bila pri vas 30 let še, da vam je stregla kot župniku, ne? Oziroma svojemu sinu. To je nekaj neverjetnega, tega se nisem nikoli pričakoval, da se bo to zgodilo, ne? Ko sem mi rekel, potem, ko sem bil župnik, ne, dobil dekret, zdaj grem pa v semenišče, ne, oziroma na župnijo, sem rekel, mama, pridi, pa me boš kuhala. Pa nekako se je pokazala je na zunaj, da je nič ne vleče, ne. Prav v župnišči so posebni režimi, ne, tam bo treba, ne vem, kuhati, tu še za druge duhovnike, pa zdaj te konference, pa ko to pridijo, jaz zato nisem sposobna, ne, in potem je pač, ne, ampak rekla pa je, pravi, šla pa bom pod pogojem, da bom imela rože lahko, ne, pa da bom imela kokoši. Zdaj, mamo, vse to boš imela, vse to boš lahko delala, ne, s tem je samo pridi in potem sem je lepo pripeljal in res, pri meni je bila do svoje smrti, to se pravi, bila je v župnišču, jaz sem bil zadnji večer, oziroma pri meni je umrla, čeprav je se rekli zdravniki, da ne gre v bolnico, je rekla ona, ne, pusti me umreti doma, tako da sem se dejansko umrla je tako neko ob meni, ne, da sem jaz zatisnil potem oči. Ja, moje bivanje na Čatežu je res dolgo, ne, skoraj neverjetno, to zdaj 45 let, pa meni še malo več, ne več ne štejem leta. Skoraj 46 let že, ne? Zakaj to? Zakaj to? Jaz se to sprašujem, ker sem imel namen, da bom po 10 letih gotovo šel iz župnije. Ker da bi si toliko časa zamislil, da bi nekaj bil na taki obrobni župniji, kot so bili za Čatež, ne, se nisem mislil. No, potem pa seveda, ne, leto so minevala, rekel sem mami, gledaj, mama, zdaj je bilo pa treba tudi kam drugam jeti, je pa rekla, veš, ti lepo idi, ne, kam rečeš, mene pa daj v dom, ne. Jaz ne grem na kamer več, sem že stara, pa tako, pa me daj v dom in bom pač bila v domu, ne, in tako naprej. Še da jaz pa nisem tega mogel narediti, če zelo to časa pri meni, ne, pa še tukaj pri meni lepo umri. Tako, to je bil en razlog, ne. Drugi razlog, da sem toliko časa na župniji, je pa bilo to, rekel, da sem te ljudi našel v zljubu, ne. To se pravi, zljubil sem te ljudi, to so preprosti ljudje, naši Dolenci, oni so me sprejeli, jaz sem ni sprejel, kraj je zelo lep, ne, in pa sploh še, pri nas je duhovniška družba bila tista, ki me je krepila. Mi smo namreč, vsak teden se dobimo duhovniki skupaj na enem takom srečanju, se pogovarjamo, ne, malo tudi načrtujemo, zlasti pa ko nam je hudo, tudi pač povemo te svoje probleme in težave, ne. In zraven tudi še malo korigiramo. To se pravi, taka srečevanja, ki imamo pri nas v dekaniji Leskovške, ne, to so res nekako edinstvena, pa zelo koristna za nas duhovnike, ker drugače, veste, kaj lahko pride, ne, človek se začne, ne vem, izgubljati, ne. To je že drugi problem, namreč je pa človek, ki je sam. Jaz sem bil 5 let popolnoma sam, ne, sam. Potem, ko je malo umrl, sem bil sam, to zdaj, sem se kuhal sam, potem sem hodil hrano tam v dom za vnemogle pa tole, ampak to je kruto, ne. Biti v župnišču sam. Jaz sem potem popolnoma razumel,
zakaj je to ena velika nevarnost za duhovnike. Namreč, da potem se lahko zgodi, da postaneš čudaški, to se pravi, da se prodaš kakšni odvisnosti ali alkohol, karkoli že, ne? Da morda iščeš tudi to lažbo nekje pri kakšni ženski, pri kakšni osebi, ne? No zlasti pa zame je bilo nekaj grozno, ko sem spoznal, da spoznal sem, da sem se začel ljudi bati. To se pravi tale fobija, strah pred ljudmi. Jaz sem se nič več šel rad pred ljudi, takole v nedeljek maši, ko je prišel kakšen avto na dvorišče, bi se nareš nekam skril in to je prav ta posledica, ne? Ko je človek sam, ko takole postaješ lahko čudak. Ne? No in takrat sem tudi se zavedal, kaj pa zdaj, kam bom šel, ne? Kako bo potem recimo to, ne? Tukaj pri nas je bilo pa vsaj ta duhovniška družba, toliko, da smo se lepo radi imeli in potem sem tudi to časa ustal. Ko bi enega človek star, veste, ne? Pa je rekel en moj vodja v semenišču, da je rekel, moj prednik, ki bi tudi mogel biti na stara leta predstavljen, pa je rekel, povej na škofiji, da star župnik je isto kot stara omara. Če jo premikaš, se predskaj polomi, ne? Razpade. In razpada in tako je tudi z župnikom, ne? Če ga recimo se premešča, ne? Tako da zdaj, jaz sem razpolagal škofu, no zdaj, a je to prednost, ali ni prednost, jaz bi rekel eno in drugo, ne? Po eni strani je prednost, ker spoznaš ljudi, jih vzljubiš, jaz sem pač jim rekel, ne? Pač prišel sem k vam mlad, ne? No, vi ste jim sedaj tudi ob Zlati maši to jasno povedali, da ostajate pri njih zato tako dolgo, ker jih imate zelo radi. Gotovo je to bilo nekaj lepega za te vaše župljane. Pa tudi morate imeti zelo sposobnega, verjetno karizmatičnega dekana, da vas duhovnike tako lepo povezuje v vaši dekaniji. Tako je. To, kar sem zdaj povedal, to je popolna resnica, ne? To je naš dekan je že zelo dolgo in mi, ko so te volitve, ki vedno znova volimo, čeprav je on že starejši od mene, 3-4 leta. Predvsem spoštuje njegovo tole očetovstvo, to se pravi, ne? Mi smo veliki kolegi, ampak on je veliko oče, ki nas zna povezovati, čeprav ima veliko župnijo, še trneje veliko župnijo, naporna, on bo prišel v ponedeljkih na to srečanje, ne? On je med nami in dober dekan je. In zato, pa tudi dobre sosede imam, zdaj trenutno, Bog mi je obdaril. Malce se še želim vrniti nazaj, ker ti silno so zanimive te prigode iz vašega življenja. Namreč vaša mama, ko je bila še mlada in vi še mlad fantič, je na smrt zbolela in takrat vas je že zaobljubila Bogu in predala Mariji, da naj ona poskrbi za vas, kajti ona se poslavlja iz tega sveta. Ali kako je bilo to? No, ni bilo čisto tako, ne. Jaz sem bil tisto noč, ko sem bil rojen, ne, ko so bombe padale, ko so ljudje umirali, res takrat v taborišču, ne, ko nis vedela mama, ko ni vedela mama, ne, kaj se bo zgodilo, ne, ali bomo sploh preživeli, je ena medicinska sestra, ki je bila nekako v tem našem taborišču, ena Nemka, je rekla, kaj pa, če bi mi tega otroka krstili, ne, ker ne vemo, kako in kaj. In tako me je tisto noč krstila, redovnica. Ne redovnica, ena medicinska sestra. Ja, ena Nemka, recimo, ki je bila verjetno evangeličanske vere, ne. Dobro je. Jaz sem bil takrat gotovo veljavno krščen. Potem, ko se je mama vrnila z menoj nazaj domov, ne, je pa vseeno rekla, pravi, sicer poba je krščen, ne, ampak jaz bi rada imela nekaj upisanega, ne, da bo nekaj evidenca, ne. Prišla v župniku domačemu takrat, povedala, kako je se stvarijo, da pač damo otroka, ne. Pa je rekel, prav, bomo ga krstili pogojno, ne, takole, ne. In potem sem šel jaz že kot malo starejši takole krsto, in potem je pa mama šla k Marinemu oltarju, pa je rekla, to mi je poznaj povedala, prav, jaz sem šla k Mariji, pa si mi je rekla, glej Marija, ta otrok nima več očeta, jaz sem bolna, daj ga ti vzami za svojega otroka in ga ti vari in tega čuvaj. No, jaz tudi v tej beseda čutim, da je bila tudi z mnoj vedno Marija. Marija te sprejela? Marija sprejela mene kot otroka, na mamino prošnjo. In zato zdaj, ko je to mi mama povedala, ne,
Tudi pri tej pripravi na krst rečem temle mamam, ne, pa staršem, pojte k Mariji, ne, tam k oltarju, pa ji tega otroka izučite v varstvo. Ker se je rekel, pri meni je Marija vzela mami na prošnjo za res. Kot mlad fantič, kot učenec osnovne šole ste bili izjemno pogumni tudi, ne? Tako da ste tudi kdaj ujezili učiteljico zaradi vaše verske gorečnosti, da ja, tako rečem. No, to je pa res, vidim, da ste tole nekoliko prebrali. Poglejte, moja vera, ne, je vera mojega okolja, ne, moje družine, mojega starega očeta, moje mame. Pa naša družina ni bila kaj preveč fanatično verna. Mama je bila še dokaj celo liberalna. In poglejte, ampak kljub temu sem jaz vero začutil kot neko veliko vrednoto, kot otrok. To se pravi, to, kar je bilo z vero povezano, ker nedeljsko maša, pa te božična praznovanja, pa zlasti veliki teden pa tole, to je postala moja lastnina. To se pravi, ti meni tako nekako drago, to je ena milost Božja, da sem tako doživljal svojo vero, na ta način. Sveda, takrat so prišle pa na našo šolo te mlade učiteljice, sveda podkovane s tem marksizmom in tako naprej, in tu so se zadale nalogo, da bojo nas, ki smo bili pretežno vsi verni, vsi, ki veliko hodili, da bi nam nekako vero omajali, oziroma da bi, češ, bedake ste, ki verujete, in da vendar spregledajte že, No, in seveda ena zlasti, ena Primorka, zelo simpatična mlada učiteljica, z njo sem imel konflikte. To se pravi konflikte, seveda, ampak zanimivo, neko upor je bil vedno v meni. To se včasih lahko tudi maščuje, ta upornost. Ampak jaz takrat sem bil tako uporen, recimo, ko smo šli ven iz šole, kot tista četica, tista vojska, je rekla, tisti pozdrav, zadnji pozdrav, mirno, da bo vinostitev naprej, jaz sem pa rekel nazaj. To je pa njo tako pretreslo, tako skojevko, je rekla, aj, Pacek, pa kaj lepo nazaj. V razred. In tako sem potem, jaz meni celo leto, vsak dan bil zaprt 2 uri, notri v razredu, zaprt, češ, ki je mislil, da me bo obrnila, da me bo ta moja voljo, tole, da bom takole, da ne veš tako trmoglavo, kot je ona mislila. Jaz se nisem dal, pa na koncu sem že kar skočil iz visokega okna ven, pa lepo domov stekel, ker sem zdelo neumno, da bi doma delajo, jaz pa tukaj čepim notri. Vedno sem pa mogel eno pesem se naučiti, pesem, tako da sem predvsej pesem se naučil. Je zahtevalo, da ste se morali pesem naučiti, vmes, ko ste čakali. Bilo je pa to vedno, tako rekel, ko je želel kaj govoriti proti Bogu, pa tole, jaz pa vedno, Bog je, ona Boga ni, pa tako naprej. In nekaj vedi je rekla, ja, to sem živo spominjam, kako je rekla, ja, pa vi Boga verujete, otroci? Ja, verujemo, ja, pa zakaj verujete, ja, ker je Bog svet ustvaril, pa tole, kdo je, Potem pa ona nekako začela dokazovati, da je, prav tako je rekla, buci, trapci, zemljo do je ustvaril. Pa zemlja se je utrgala od Rimske ceste. Poli, ja, sem rekel, ja, dobro, Tvršica, kaj pa Rimska cesta, da je pa njo naredil, ja, to je vendar, se prišlo nekaj z vesolja, in je tako nastala. Potem še naprej je bila vsa rdeča, takole obupana, na te moje vprašanje, ko je rekla, ja, do tega pa še naša znanost ni prišla, ja, mi pa že vemo, Bog je se to ustvaril in tako je bilo, to je bil tak boj, ki pravzaprav, danes vidim, da je bilo kar potreben. So bili v tistem času vaše mladosti duhovniki res tako nedostopni, da vas je mama nekoč poslala na pogovor kaplanu, ki vas je pričakoval oziroma vas je povabil k sebi, da pridete, da bi rad z vami govoril. Vi ste nekajkrat poskušali iti, pa ste se obrnili nazaj. Zakaj? Veste,
duhovniki so bili v naši družini, veliko pa v takem mišljenju neka posebna bitja. Ne. Izjemno spoštovanje. Je spoštovana bitja, recimo, ne, mi smo jih videli samo tam v cerkvi, ne, pri maši, ne, tiste lepe obleka in tako naprej, oblačilje mašne. Ne. No in tako, jaz nikoli nisem šel v župnišče, ne, da bi ta prag prestopil, ne vem, to je bilo tako straho spoštovanje. Ne. To se pravi, da bi stopil jaz takole, ne, v stik. To se je pa zgodilo takrat, ko je prišel v našo župnijo kaplan. Ne. Kaplan, ki pa je nekako želel se srečevati ali pa dobiti k sebi razne mladino, ne, mlade ljudi. Ne. No, takrat je mama pa še enkrat z njim pogovarjala se, pa je rekla, ja, prav, dajte tega svojega sina, daj mene povabite, ne, oziroma da bi šel k njemu. Ja, no in potem, seveda, jaz sem se pa želel tudi z njim srečati, ne, ampak spet kako stopiti v župnišče, ne, kaj tam mu reči, kaj se bo ono v meni mislil in tako naprej, ne. Tako da sem 3-4krat šel, ne, do polovice poti, pa sem nazaj obrnil, ne. No, enkrat sem pa, kaj imam, je pa rekel, kaj si bil? Ja, nisem bil. Zakaj nisi bil? Ja, ker mi je nerodno, ker mi je strah, pa da je bo taka reva, taka števa, ne. No, potem, kad sem prišel in to je bil tako soden pogovor, ne, kjer sem moral zadev tudi kaplanu, da bom šel v šolo, v semenišče. In potem ste v resnici odšli v srednjeversko šolo v Pazin, ne? Ja. In tam doživeli tudi en zelo hladen tuš, ko vam je mama poslala eno pismo s težko vsebino, ki vas je zelo, zelo prizadela. To je pa res, ja. Kaj se je zgodilo pravzaprav takrat? Kaj se je zgodilo, se pravzaprav je neka skrivnost oziroma nekaj, kar je zame veliko težko o tem premišljevati. Ja, z neko deklico ste se poljubljali, menda, ne? Absolutno, to bi rekel, to lahko rečem, da to je bilo namreč zapisano v pismu, ne? Kje se bom jaz s kakšnim dekletom poljubljal se ali pa kaj objemajo, kaj še pogledate, se nisem upal, tako sem je sramežljiv, ne? No, ampak gledajte, to je bilo takole, ne? Ja. Bil sem semenišču, ja, tole v Pazinu, tukaj nas je bilo kar veliko Slovencev, okoli 40-50 nas je bilo Slovencev, ne, v tej hrvaški gimnaziji. No, jaz sem bil zelo vesel, ko so se me začeli te želje uresničevati, ne. No, ampak že prvo leto sem doživel res en veliko udarec, namreč. Bili so duhovne vaje, po teh duhovnih vajah, oziroma pred temi duhovnimi vajami pa dobim pismo od mame, ne. Prav, fant, Joško, naredil si mi sramoto. No in potem bi rekla, pravi, bila sem pri kaplanu in verjetno boš izključen iz semenišča, ne. Škof je rekel, kaplanek je poklical na zagovor in je rekel, da je napravil zelo slabo uslugo, ker je mene poslal v semenišče, ne. Pogačnik. Takrat je bil še Volk, ja. No, in potem, veste, kaj se pravi, zdaj pa jaz sem samo v tem mislil, kaj si narobe naredil, ne. Celo v šoli si bil med boljšimi, nisem med srednjimi, ampak skoraj med boljšimi, in takole v šoli je bilo vse lepo v redu, ne. Kakšne probleme nisem nikoli delal, kje pa, ne. Tako da so me predstojniki po svoje imeli, rekel, da so imeli me za tole radi in tako naprej, ne. In zdaj, odkot je prišlo tole, da sem dobil recimo tako slabo spričevalo, ne. No, kaj bi zdaj si rekel, gledajte, to bi ne hoče priznati in tako je bilo, ne. Verjetno je bil vmes kakšen duhovnik, ne, in ki nekako ni bil s tem zadovoljen, da ima ta kaplan neki uspeh, ne, ker poleg mene sem šel še en duhovnik, ne. In vas je tožil pri škofu. Ja, in potem je verjetno mu verjel tole te stvari in potem razlog, med drugim je rekel pač tudi tole, ne, da sem pač nezakonski otrok, ne, in da z mene ne bo nič, ne, pa da sem celo imel neke postaje, ko smo se poslavljali z eno punco, da sem se nekaj tam flirtal, ne, in tako naprej, no. Ampak potem, ko so pa tole, ko je to bilo, ne, ko sem pač, ja, mama mi je dala res ostro pismo napisala, ker je pač, ne, jaz nisem vedel, povedal sem svojim sošolcem, to so slišali tudi te višji letniki Slovenci, ne, in potem so oni rekli, kaj je to? Dajte nam to mamino pismo, ne, so ga prebrali, prav, to je delo hudiča, hudobnega duha. Ja, in potem so
pisali pismo, poslali to škofu in tudi mami. Ne. Se podpisali? Podpisani vsi, ja. To, kar se je zgodilo z vašim sinom, ne, pa tole je popolnoma laž. Ne. In tako so mi teli moji sošolci, zlasti teli z višjih razredov, se mi dejansko rešili pred izključitvijo. Ne. No, potem so tudi predstojniki, ki so bili dokaj strogi opazili, so tudi rekli, ja, mi nismo o tem nič obveščeni, mi nimamo v tebi nobene slabe pripombe in tako naprej. Po vojski, mislim, po srednji šoli, po gimnaziji ste odšli v vojsko? O ja, te pa spet veste, ja, to je nečudna stvar. Že s tem, ko sem šel v semenišče, sem izgubil vse pravice. Ne. Tudi do tega, do zdravstvenega zavarovanja. Ne. To se pravi, če mi je kakšen zob bolel ali pa treba kako plombo dati, niste mogli za so morali vsi mi to sami plačati. Kje sem nič imel kakšnega denarja, ni bilo denarja in tako naprej. Ne. To se pravi, ne, takoj smo postali nekako res drugorazredni državljani, ne, ali pa tole, ker drugim ni bilo to vzeto. No, in da so nam nagajali, ne, oblast, ne, takrat, ne, nam semenišnikom, so nas poklicali k vojakom sredi 4. gimnazije. Ne. To se pravi, ne, mi bi morali delati maturo junija ali pa tam junija, ne, nas so pa klicali k vojakom pa februarja. So vam preprečili. To se pravi, ja, da nismo mogli imeti zaključek razreda oziroma mature. Ne. No, in jaz takrat še nisem star 18 let, ne, dejansko. Vabilo sem pa že dobil za vojakom. No, zdaj s to razliko, ali pa s to možnostjo, da smo lahko v tistem mesecu naredili razred, ne. Maturo smo pa vzeli potem, ko smo se vrnili nazaj, ne, kar pa ni bilo lahko, ne, ker v tiste leto, 2 leti, ne, človek že vse pozabi. Ne. No, ampak, glejte, ne, šel sem pač potem k vojakom v Leskovac, to se pravi Južna Srbija, tam so bili popovi in lopovi, ne, to se pravi v en polk, ne, ker so bili sami nekdanji kandidati za duhovnike. Ja, nas je bilo okoli 50-60, tudi škof je bil moj Stanko, ja, Lipovšek je bil tudi. No, ampak takrat so bili vsi te vojaki, so imeli neki krimen, neki so bili, ne, ali so bili emigranti, ali so imeli, ne vem kaj, v civilstvu kakšne stvari, in to je bil recimo en polk, barab, ne, in seveda to nas bogoslovcev pa semeniščnikov, ne, tukaj. No, zdaj, da so me nagajali s tem, gotovo so, ne, ampak zanimiva ena stvar je bila, da tukaj pri vojake, ne, so se večervanji bo se neumno, ne, in imeli smo en poseben režim, ne tako kot drugi vojaki, ne, tako je normalni, ker mi smo imeli ves čas tisto vzgojo oziroma tisto zanimanje, ne, in potem le, ne, ampak kljub temu smo mi tudi v tistem času, ne, da se je, kot je v Leskovcu se molilo, ne, se ni nikjer, ta naši bogoslovci, ta starejši, kot je bil tudi škof Lipovšek, ne, ta je bil še bogoslovec, ne, smo se zbirali skupaj na skrivni takole kotički, vzeli v roke rožnevenc, pomolili, ne, pa še nekaj smo imeli, ne, prejšnja generacija so bili nešni jezuitje hrvaške, ne, in so pisali na generalštab, ne, da ustava ne prepoveduje nobenemu, tudi vojaku, ne, da bi šel k maši. Ne. V Leskovcu je bila pa ena kapela, ena stara kovačija, ne spremenjena v eno kapelo, tam je prišel duhovnik iz Niša, vsaki 14, ne vsaki enkrat ali dvakrat na mesec, ne, je tam maševal z eno malo skupinco tele katoličanov, 10-15 je bilo, ne. In takrat smo pa mi navalili, ne, naši semeniščniki oziroma tule vojake, ne, notri, ne, tako da se je napolnila tista kapela z samimi vojaki. Tako da sem včasih bil tudi pri maši, ne, šli smo potem k spovedi, tako da je bil potem že tale kaplan, prav, seveda, mi smo bili pač tam notri, ne, tam se je klelo, tam je to, ne, se moramo go spovedovati 1-2 ure, ne, te pobožne semeniščniki, ki so tam prišli iz grehe, ne, tudi rekel, fantje, malo manj, ne, se bo Bog tudi vam dopustil s kakšnim kesanjem, pa tako, ne. No, vsekako. Ste dobro prestali vojsko, potem maturo tudi dobro opravili in doživeli svojo prvo pravzaprav sveto novo mašo, ne? Ja, tako je.
Kako se spominjate, po čem najbolj? Ja, gledajte, meni so se bili tele razne preizkušnje, so se vedno dogajale. Ne. Še prej so se še druge preizkušnje dogajale, tudi zelo moteče, pa boleče. Ne. Seveda, zdaj, takrat je bil tudi en najmočnejši letnik, ne. Ta moja generacija. Ne. Leta, tako sem urejen, leta 45. Ne. No, mimo grede se spominjam, takrat, ne, zdaj tu so tole relikvijarom, ne, v ostanku v semenišče. Takrat nas bo okrog 220, ne, bogoslovcev notri. Ne. Prihajali so tudi iz Zahodna takrat proučevati, ne, kako je to mogoče, da je toliko novih poklicev. In se spominjam, kako je prišel neki ali iz Rima ali iz Francije neki človek, ne, na to proučevanje. Ne. In potem mi smo tam bili v kapeli, ne, vsi lepo v talari, ne. Tam sem pa slišal, kako je Tismo Žakar ponavljal, ne. Sanguinis martyrum, ne. Kri mučencev, ne. In to je resnična generacija. Takrat, ko so cerkev najbolj trpela, ko je največ duhovnikov umiralo, ne, takrat, lejte, smo se mi rojevali, ne, in lahko rečem, isto tudi, ne, sem hvaležen vsem tem učencem slovenskem, ne, to je tem duhovnikom, ki so mnogi tudi umrli ali pa bili izseljeni ali pa pregnani, ne, zato, da so naši duhovniki. Kriv učenci, seme novih kristjanov, pa tudi duhovnikov. Zanimivo, da je očetu Francetu Špeliču Marija, kraljica miru na Kureščku, nekoč dejala, da je nadškof Anton Vovk zelo skrbel za to, da bi imel dovolj duhovnikov, da bi bilo dovolj duhovnih poklicev, zato je sedaj tudi v nebesih velik priprošnik za nove duhovne poklice. Kako je bilo v tistem času? Vi ste tudi nekako njega doživeli v tem smislu zelo močno, ne? Ko je nagovarjal. Ja, zanimivo je, gledajte, škof Vovk, ne, ti je bil največji Slovencev zadnjega časa, ne, to se pravi ena markantna oseba, ne. Iz Preširnove hiše doma. Hiše doma, ne. Na katerega pa imam tudi en grenk spomin, ne, ker naj bi me on izključil iz semenišča, ne. Takrat, ko je on bil, ne, da bi on bil že bolan in tako naprej. Dobro, bil je zaveden, ne? Pa zaveden je bil, ja. To se pravi, ne, v mojih očeh je vedno svetnik, ne. Ampak nekaj pa je bilo. Kot sem bil v kakšnem 5., 6. razredu, ne, osnovne šole, je škof Vovk prišel v našo župnijo. Naša cerkev je velikanska, ta Svet križ Podbočje. In takrat se spominjam, sem mnoge pridige slišal, ne, pa vse pozabil, ne. Tudi marsikaj takšnega videl, pa sem vse pozabil, ne. Ampak pri tej birmi, pa ne moji birmi, je pa ena druga birma, ne, se pa spominjam, je rekel takole. Prav, pogledajte, vaša župnija je dala 2 duhovnika, ne. Ampak ne, en je bolan, en je sicer kanonik tam v stolnici, ne. Zdaj pa kličem, vabim, ne, tudi zdaj, mlade fante, ne, da bi se odzvali temu mojemu klicu vabilo, pa da bi se odločili za duhovništvo, ne. Zanimivo je, ta njegova pridiga, ali pa ta njegov klic, ne, to njegovo vabilo mi je ostalo v spominu, ne. To se pravi v spominu, ne. To se pravi, se je ukoreninilo nekje. Ukoreninilo se je, ja, nekje v moje pozavesti, ne, tule, ne. In zanimivo, se pravi, v življenju mojemu je vseeno Božja milost, ne. Ne vem pa, kaj se prej vprašal še. No, da vas je ravno on nagovoril tudi osebno svojo pojavo z tem, kar je povedal o tem, da je potrebno poskrbeti za nove poklice. Za nove duhovne poklice, ja. Vidite, in zanimivo, takrat je v naši dekaniji, to je Leskovška, ne, bilo naenkrat 16 semeniščnikov, bogoslovcev, ki smo študirali, ne. 16? 16, v eni dekaniji, recimo, ne, mladih fantov, ne. Pa to je bilo, bi rekel, res ena taka duhovna pomlad. Prišli so mladi kaplani takrat, je že bilo nekaj, ne, in tako nekaj svež veter je zavel po župniji, ne. In da so se fanti odločili, ne, čeprav so bili težki pogoji, ne, iti v semenišče v Pazin, ne, v hrvaško okolje, ne, v gimnazijo, v nek zavod, kjer so bili različne narodnosti, ne, in drugo okolje,
pa še dežela se mi ni nikoli dopadla, tista pokrajina istrska, ne, tam ni gozdov, kot je pri nas pa tole, ne, tako da sem se težko provadil, ampak poglejte, šli smo takrat in še danes se spominjam tehle potovanj z vlakom, ko smo šli, ne, proti Pulji in tako naprej, ne, fantje, tja smo se šli žalostni, ne, češ, da je spet 3-4 mesece, ne bomo nič doma videli, pa nazaj so se pa vračali pa veseli spet, ne, ja. Po Novi Maši ste bili kaplan nekaj let, ne? Ja, in to celo na Ivanovi Vrhniki. Tako je. Se vas je tam morda kaj dotaknil ta duh Ivana Cankarja, našega največjega pisatelja, da ste tudi vi tako plodovit pisatelj? Namreč to, kar beremo, kar ste izdali, kar ste sedaj izdali tudi ob vaši Zlati Maši in celo podelili ob izhodu iz cerkve vsakemu, ki je prišel na vašo Zlato Mašo, nekaj imenitnega, nekaj tako bogatega. Hvala ti, Gospod, vašo življenjsko zgodbo, pravzaprav še bolj podrobno opisane stvari, kot ste jih povedali našim gledalcem sedaj. Ja. Je bil to tudi malo navdih od tam, da ste potem začeli pisati, ali ste že prej pisali? Jaz sem bil ponosen na to, da sem bil na Vrhniki, da je bilo to moje sicer drugo kaplansko mesto, ne. Ja, tukaj na Vrhniki je bil še nekaj duha tega v Cankarjevega, ne. Najbolj se spominjam neke stare učiteljice, ne, ki je mi tole povedala. Pravi, ko sem bila še mlada na učiteljišču, ne, smo mi, dijaki ali pa študentke, ne, hotele videti Cankarja, tega velikega pisatelja, trati živel na Rožniku, ne. In smo se odločili, da bomo šle na Rožnik, da bomo mi tega človeka videli, o katerem so že predvsej govorili, pa te knjige bile njegove napisane. Potem pa pravi, pride res ven na prošnjo tiste gostilničarke, pravi, pred seboj vidimo eno klavrno osebo, ne. To se pravi, enega revčka ubogega, ne, z nekaj lučkom na glavi, ne, z nekaj podrjenimi obleko, ne, in mi smo takrat pogledali, čudno, ne. In takrat pristopi k nam Ivan Cankar, pa nam reče, veste, dekleta, tisti Cankar, ki ga vi poznate, je tukaj v srcu, ne. Torej, tukaj v srcu, ne. Tukaj, ne. No, to je kar se tega tiče. Druga stvar pa, jaz sem imel srečo, da je bil tam na eni ekspozituri blizu Vrhnike en duhovnik Jože Gregorič, ne. To se pravi, en slavist, tudi slovenski pisatelj, ne, tudi dolgo časa tudi Primorjevik družbi je bil, tam ene funkcije imel, ne. In on mi enkrat takole rekel, prišel se k njemu na obisk, pa je rekel, ja, vi duhovniki, a pa mi duhovniki, toliko tega doživimo, ne, kaj pa, če bi ti Jože tudi kaj napisal, ne, o tej svoji doživetji, ne. No, si rekel, kako pa jaz pa to, pa, ne. Prav, poglej, jaz izdajam to pratiko, ne, sem urednik, ne, pa kakšne zgodbe napiši tole, ne. In on mi je takrat to povabil, da sem Ste začeli pisati? Začel pisati, ja, takole, ne. Takšne članke? Ja, zgodbe, ne, take zgodbe, ne, in sem, tiste zgodbe so se njemu dopadle, ne, pa tudi ljudem, ker je rekel, da ima en tak kramljajoči stil, ne, to se pravi, nič kaj učen, pa za takole. In potem sem vsa leta, do letošnjega leta, sem pisal v pratike te zgodbe. To je rekel, no, tudi iz Vrhnike sem dobil ta eno spodbudo, ne, v tej stvari. Izjemno lepo, berljivo to vaše čtivo. Prvo, kar ste pravzaprav napisali, ali pa med prvimi stvarmi in izdali knjižice številka 89, Rastimo iz korenin. Ja. Kaj ste hoteli s to knjižico povedati? Ta knjižica je zelo majhna, ne, je drobna, ne, sem pa na njo najbolj ponosen. Zakaj? Ker je bila napisana v neki času, zelo kritičnem času, ne. To se pravi, še v času komunizma, ne, ko nismo smeli stvari tako povedati, kot bi radi povedali, ne. Kar je mene takrat zelo bolelo, je bilo tole, ne, da so res, da je bil ta trud ali oblasti, ali te ideologov v tem, da bi ljudje čim manj mislili na svoj zgodovinski spomin, ne. To se pravi,
Kudi si začela vsa ta nova stvarnost leta 41. Ne. No, in takrat sem jaz, tu me je posebej pretreslo, sploh, ker sem bral knjigo od Bojana Štiha, ki govori o tem historičnem spominu, ne, ki prav to poudarja, da je naša zgodovina slovenskega naroda bila že veliko poprej, pred to našo resničnostjo. Ne. No, in ko sem videl, recimo, da mnogi ljudje pozabljajo na to, ne, kje imamo mi svoje korenine, ne, kaj je vera dala našemu narodu, ne, prve šole, ne, duhovniki, izobraženci, ne, zvesti svojemu narodu, niso se dali potujčiti. Ne. In to se pravi, vse to bogatstvo običajev, te vera dala, pa te umetnost po crkvah, ne, pa lahko bi še našteval, ne, pa to je vendar en tak dokaz, ne, da je da se zavemo te svoje lastne korenine. No in potem sem iz tole stvar napisal, ne, in to je postalo zelo, zelo tako da ko so ta Salezijanci, mislim, da je bilo nekje, da je bila Salve, ni bilo takrat še ena druga stvar, ne, so dali, se mogli dati tule vse v cenzuro, ne. In ta knjižica ni šla skozi cenzuro, ne. To se pravi, Ministrstvo za kulturo, ne, ki je treba bilo, ne, ni pustilo to bolj knjižico, da se tiskajo. In zaradi te knjižice niso smeli Salezijanci celo leto nič tiskati, ne, zaradi te knjižice, ne. Tako da je potem prišel k meni ta urednik oziroma tole, je rekel, Jože, tako pa tako je, dajmo malo to, nekaj zdaj malo razvodeniti, ne. No in potem smo en svet tako malo razvodenila, no potem je bilo to dovoljeno, ker to je bila ena, da je hujško šunt literatura. Ampak original še imate, ne? Seveda imamo, original. Tisti original bi bilo zanimivo prebrati, kaj ste morali popraviti. Vidite, pa je zanimivo, ne, tole, ne, kje je naš narod črpal moč za svoj obstoj, ne, pa tole pod naslovi, žaloigra rodu ob izgubi spominjanja in ponosa na preteklost, ne, naloge kristijanov danes in prihodnosti in kristijanov ponos in samozavest. To pravi tele 4 točke, ne, ki so, še danes, ko berem tole, pa mislim, da se tudi nisem napisal, ne, ker se mi zdi zelo lepo in pametno napisano. Tako da sem za to knjižico dobil tudi potem pohvale, tudi iz tujine, ne, za to stvar. Kaj ste hoteli v razmišljanjih vaškega župnika podati? Ja, zdaj ta knjižica se je nekako prijela, ne, in ta urednik mi je potem čez 2-3 leta rekel, Jože, ti kaj razmišljaš, ne, v te stvari? Ja, sem rekel, kaj sem jaz sem eno ubogareva, ne, daj ti kaj druge pokliči, ne, kakšne naše profesore teološke pa to, ne. Prav pa mi želimo, da bi tako stvari bolj povedane, ne, in tako bilo preprost način, da bi lahko ljudje to razumeli. No, pa napiš nekaj, ne, takole. Jaz sem rekel, veliko te ne obljubim, ne, ampak ker me, če me ne doprosi, ne, poli težko rečem ne. In potem sem začel razmišljati o teh stvarih, ne, in je tako nastala to razmišljanje vašega župnika, ne, naslov sem pač, ja, je čisto tako. Sem en navaden župnik vaški, recimo, ne, ki tudi misli, ne, in ki tudi išče odgovore na nekaj vprašanja, ne. In mislim, da je to ta knjižica, da je bila zelo berljiva in je tudi, sem slišal, da se je tudi imela nekakve duhovne vaje, da so jo potem uporabili kot eno gradivo. Ja, ljudje na vaših koncih, v vaši župniji, na vaših podružnicah, jih je kar nekaj, ne? V župniji Čatež ob Savi, so zelo ponosni na to, kaj ti zapuščate jim izjemno bogatstvo tamkajšnjega življenja, navad ljudi in tako naprej. O čem govori ta knjiga, Zvezde nad Sirnikom? Ja, gledajte, ta je nastala, na temelju tega, ne, da je brat v svoji farani zbudil ta zgodovinski spomin. Ne. To se pravi, ne, vsaka župnija, ali pa vsak kraj ima svojo zgodovino, svojo preteklost, ne, ki je lahko zelo zanimiva, ne, in tudi za naš čas poročilna. Kjer je pa Čatež ob Savi sicer eno stari župnij, ne, pa ima tako malo tega arhiva, ne, ker je pač bilo od Nemcev uničeno, ne, potem si potrudil, ne, koliko se je pač moglo, ne, dobiti tega materijala nekaj, ne, za to osnovo, za to knjigo, recimo, ne. Zdaj, v čem je bistvo te knjige ali pa tule? Jaz sem želel skozi neko zgodovinsko zgodbo, ne, jaz sem napisal tukaj zgodbo, ne, zgodbo, ne,
o tej naši zgodovini. To je ni znanstvena knjiga, recimo, ampak zgodba. Ali pa direktna kopija. Tako, da bi, ker sem videl, recimo, da ljudje tega ne berijo tisto, ne, arhiv, to bo to, ne, ampak, in potem je bila ta zgodba, pač po svoje zanimiva zgodba, en taka literarna zvrst, ne, kjer sem pač govoril o zgodovini naše župnije, ne. Ampak to sem naredil na tak preprost način, ne, kaj bi rekel, ne, zdaj. Veste, so trenutki v življenju, ne, ko človek nekaj začuti. Jaz sem neki večer šel po snegu, daleč na tisto zadnjo svojo vasico, ne, enemu mrtvemu človeku, tako navada smo pa nas imeli, da smo šli tisti prejšnji dan duhovniki, ne, imeti tiste molitve tam, ne. In takrat je bilo gorijanci, ne, to se pravi, ne, bila je noč, ne, taka svetla noč. Ne, tam pa je taka planjava in taka planota, ne. Tisti mesec tam gor, ne, pa tista planota, ne, pa samo 2 hiše so tukaj v tej vasici, ne. In tada mi je reklo, neko, ja, pa kdo je tukaj živel skozi ta mnoga stoletja, ne, na tem koncu, ne, v tej lepe naravi, ne. Potem sem pa celo spoznal, da je ta vasica Mali Cirnik, ne več je omenjena v te stari zapisi, ne. No in potem iz tega nastala ta zgodba o tem, ne. In ta naslov Zvezde nad Cirnikom. To je pa en hrib, tam je pred nas največji hrib v naši občini, ne. In no, to je pa spet en hrib, ki je tako povedan z menoj, namreč tukaj jaz grem vsako jutro na sprehod. In to že vse leta, ne? To že, ja, zdaj 20 let skoraj. Danes nisem bil, ker sem imel ta problem, ne. Treba pa vsako leto. Tudi ob nedeljo, ko imam maše, tudi 2 po 3, grem zjutraj, zgodaj, ob eni 5, pa pol 6 grem gor na te cerkvice. Koliko časa porabite gor? Gor pa dol, tako 1 ura pa 20 minut, ne. Ja. To pa je zelo dober sprehod, ne? Ja, zelo dober sprehod, ampak mi je tudi povrnil zdravje, ne. To se pravi, ja. Kanček hudomušnosti popestri njegove maše in druženja, povejo vaši sokrajani, sožupljani. Anžek in Hanžek je morda v tej knjigi kaj takega tudi? O ja, to je pa ena knjiga, veste, ko sem že rekel, duhovniki imamo veliko radi doživeti, ne. Tudi pri svojih sodelavci, ne. Ministranti so vedno en tak izvor, ne, enega bogatstva za tole, ne. Njihove, bi rekel, norčije, ne, pa njihove lumparije, ki jih naredijo včasih, ne, so pač zvesti duhovnikovi sodelavci, ne. In tako sem jaz marsikaj doživel v tem času, ne, take stvari. In potem sem te njihove doživetja, ali pa svoje doživetje, ne, dal v te 2 osebi, ne, v Anška in Hanška, ne. To je predvsem tako humorističen, recimo, jaz veljam kot enega, bi rekel, ne, na zunaj imam strog pogled, ne, tu je en zategnjen človek, včasih bi rekli, ne, ampak kot pa človek pišeš, ne, se pa lahko sprostiš na neko, ne, in to sem, ne vem, kako mi je to doratalo, da sem stvari napisal v takem veselem, bi rekel, v takem humorističnem vzdušju, ne. Tole vse, kar se je zgodilo, ne, z našim ministrantom, sem potem pač tole noter upisal, ne, in seveda zdaj, ko to berijo ali starejši ali pa mladi, ne, se pač, ne, takole. No, pa sem še tako toliko vesel, ker je pa ilustracije dala notri moja teta rodovnica, sestra Hermina, ne, zdaj že pokojna, je tudi bila malo te umetnice, tudi tam eno, in to sem je to taka lepa stvar. Neomajno se menda trudite za vzgojo, da razumete in tudi vodite trmasto mladino, so rekli pri vas. Ja, veste kaj, mladina, ne, veste, moja iskanja duhovniška, ne, pač, jaz sem želel, iskal sem, ne, v prvih letih mojega duhovništva je bilo težko, ne, ker ni bilo ne učbenikov pravih, ne, in potem si mogel, ne vem, brati ali pa prevajati odkud naprej, sploh za te višje razrede, ne. Pač mladina, ne, mladina, takrat je bila naša župnija zelo mala še, ne, se tudi še mala, ne. Je bilo preveliko okrog 40-50 mladih fantov pa deklet, ne. Ti so prišli, gotovo nekateri zaradi pač druženja pa to, nekateri pa tudi zaradi neke, da se malo poglobijo svoje vere, ne. In
mladina je pač naša prihodnost. Ne? In kot duhovnika me vedno je to zmeri, kako mlade ljudi pridobiti, ne, za vero, za pravilne vrednote. Ne? Zato sem potem jaz hodil najprej pri kruzilisti. To je pač eno gibanje bilo, ne. Poznaj sem ga zapustil, ker so predvsem elita se izbirala okrog tega, ne. Potem sem bil pri karizmatikih, ne, en kaplan prišel iz Amerike, pa mi je o tem predvsej govoril, sem hodil na ta tečaj, ne. Mi je odkrilo to o lepoto te osebne molitve, pa tudi Božje besede, ne. Ampak za nekaj stvari potem nisem nadaljeval, ne. Potem sem se pa vključil v gibanje Pot. To pa je vodil primorski duhovnik Vinko Kovalj, ne, eno najbolj markantnih osebnosti, kar se tiče, ne, pri delu študenti z inteligencijo in tako naprej. On nas je pa duhovnike, pa tudi mladino, vabil recimo na te razna mesta. Recimo v Stržišče, to je tam med Baško pa tule, ne. Potem pa tudi tukaj na Homcu smo bili, ne, pa tule. Vse teh 4-5 mesti, kjer sem potem jaz vodil to mladino našel. Včasih nas bo po 20 iz Čateške župnije, ne, in tukaj smo potem mi doživljali lepoto cerkve, ne, ker zavest cerkve, danes ljudje ne morejo doživeti v družini, ne, kaj cerkev je. Ne. Tukaj pa je hotel Kobalj, ne, svojo skupino duhovnikov, ne, nekako predočiti mladim ljudem, kaj je to cerkev, ne? Da je to cerkev v odnosu do narave, v odnosu do druženja, ne? V odnosu do stavbe, v kateri živiš, ne? V odnosu do meditacije, v odnosu na poglabljanje verskega znanja. Ne? In tukaj smo preživeli cel teden. Ne? Se pravi, mi smo želeli kot cerkev, tako obreko, s temi močnimi poudarki, tudi potem teh raznih kreten znamen, zlasti te liturgije, ne? Tukaj se je sodelovalo pri maši na tak svoj vrsten način. Ne? No in tukaj mi je prav žal, ker sem pred 2-3 leti to opustil, ne? Radi svoje starosti. Ne? Vem pa, kar imam danes živega v župniji, to so bili ti fanti, dekleta, ko so šli na te entenovske tedne duhovnosti. Znali ste jih pritegniti, ja. Obenem pa pravijo, da ste tudi zelo dober gospodar, marsikaj ste obnovili, na novo uredili v župniji, pa tudi na podružnicah. Koliko podružnic imate? Ja. Naša župnija je mala župnija po prebivalci, ne? Tam okoli 1300 ljudi ima. Ne? Šteli so jo kot neko obrobno kazensko, ne za duhovnika? Ja, celo to za moje povedali, da kaj sem se zameril, oziroma da mi škola pošla vsem na Čatež. Ne? Čeprav iz to spolno vidim, ne? Ker je za me imenitna župnija, lepa, idilična in tako naprej. Ne? Ta župnija ima poleg svoje cerkve župnijske še 5 podružnih cerkva, ne? Kar je lahko zelo veliko breme, ne? Za duhovnika, ker je pač ni te sredstva pa tole. Ne? Ampak, če je cerkev v neki sredini, ne? Se tam ustvarili neko občestvo, ne? Je nekaj. Ne? Tako da sem potem kar se res potrudil, ne? Da smo te cerkve lepo obnovili, da danes so kot neke bele golobice, ne? Kjer pa stojijo, ne? In pač imajo svoj pomen, ne, tudi v župniji. Ne. Ja, gospodarstvo. To ne morem kaj reči, da sem hud gospodar, ker pač... Skrben gospodar. Ker naša župnija, veste, morda v drugih, je bila vedno uboga pa revna. Tako da ne bo nič nacionalizirano po vojni, ne, in zato ne bo kaj za dobiti, recimo nazaj, ne. Drugi so dobili nazaj razne stvari, ne, pa to. No, vi ste tako ali tako od malega bili navajeni skromnosti, tako da verjetno se niste želeli nekega posebnega bogatstva, ne. Ja. Tako da so potem mi mogli res vse narediti, vse zdarimo v Boge vdove. Zato se neizmerno hvaležen svojim ljudem, ne, da so znali v neki stiska, ne, pa v neki prisluhniti, ne, in tudi pomagali so. Ne. To zbravi, velika dela smo naredili prav s temi darovi samovirnikov. Drugim sem zgradil župnijski dom, to notri imamo učilnice, pa to, ne. Niti enkrat nisem ga omenil pri maši, da bi liturgijo, pa da bi bogoslužje izrabil za to, da bi fehtaril. In kljub temu je ta dom nastal. Prišli so in taki časi, tudi neki čudeži so bili, ne? Da je recimo, da je neko smo dobili sredstva, da smo s pomočjo faranov tudi res obnovili cerkve
in tudi to naredili, recimo ta naš župnijski dom, ki zdaj služi za učilnice, za pevske vaje, ne, pa še en duhovnik, noter stanuje zdaj naš sosednji župnik, ima tam noter svoje stanovanje, tako. Sedaj že pokojni znameniti tržaški pisatelj profesor Alojz Rebula je napisal knjigo z naslovom Divji golob, vi pa Beli golob. Ja, zanimivo je ta Beli golob, ne. To je ta cerkvica Svetega Duha, ne. Tu stoji v taki vidilični... A zaradi tega, ker je to cerkvica Svetega Duha? Ja, v vidilični dolini tam, ne, to zbravi, tam so Gorjanci, Hrvaška, potem pa tukaj te hribi. No, idilično je ta cerkvica Svetega Duha. Tukaj, je bolj središče naše župnije, naj bi bilo, ne, ker tukaj je tako. In tukaj sem iz dolgo časa imel veruk in tudi nedeljsko mašo. No, Beli golob, zakaj je to ime? Enkrat sem tam imel veruk, pa je prišel k meni stari mož, ne. Je rekel, župnik, vi veste, kako je ta cerkev nastala in zakaj tukaj nastala? Sem rekel, ne vem. Bom pa jaz povedal, je rekel, ne. Tukaj je en pastir pasel svoje živino, ne. Med njim tudi enega vola, ne, je tukaj, je pasel, ne. In kar naenkrat je preletel iz tam, iz hriba, ne, golob, Beli golob, ne. In tale vol, ne, eden je padel pred njim na kolena, ne, in tako so potem rekli ljudje, da naj se na tem mestu zgradijo cerkev Svetega Duha. Zaradi tega znamenja. Zaradi tega bikoturja. To je pač legenda, zdaj ne vem, ali ne vem kaj, ama kaj. Morda je kaj resnice na tem. No in potem sem iz tule, seveda, ti pa en del te moje veliko vasi, ne, tam predvsem proti Hrvaški, proti Gorjanci, ne. Zame se dela ta del fare vedno bolj skrivnosten, ker je takole se pač oddaljen, tako, ne. In potem so pa, tukaj noter pa sem pa dal tudi ta zgodovina teh krajev, zlasti pa vse zgodbe, ki sem jih slišal, ne, v tem času, ne, od teh ljudi, ne, razne zgodbe, no in te zgodbe so zelo zanimive notri, ko sem notri zapisal, tudi govorijo, ne bi rekel, so tudi svoje vrstne zgodbe, poučne zgodbe, ne, ki bojo tudi ostale na ta način, tudi še naprej, če ne bi zapisane, bi šlo v pozabo. Pa zelo veliko ste morali raziskati, kajti to je zajetna knjiga za takšno zgodovino, ne? Res je, no, res je. Ampak pogledajte, ko imaš nekako še mlad, pa neko voljo, potem to naredi, ne. Kaj tako pomembnega se je dogajalo od leta 1906 do 2006, da ste zapisali v tej knjigi Spomini živijo? To je pa, ko mi je mama umrla, ne. Ko je mama umrla, seveda sem se potem spomnil še posebej na to svoje otroštvo, ne, na njo, na njen vpliv, ki ga je imela, ne, v tem času. Na vaše življenje. Na moje življenje, recimo, ne. Potem pa tudi neki dolg do svoje domače vasi, ne. Ker moja domača vas je pač, ne, tukaj sem živel in tako naprej, ne. In potem sem v tej knjigi, ne, pa zapisal to, kar se je dogajalo v krogu te moje vasi, pa tele naše družine, ne. Tako pravzaprav pa to, kar sem tukaj doživel. Zelo lepo. Torej nekaj podobnega morda ali pa vsaj neke stvari kot v knjigi, ki ste jo izdali nazadnje, z naslovom Hvala ti, Gospod, ne, kjer je zapisana vaša življenjska zgodba. Tu pa bo spet nekaj za mladino verjetno, ne, Matevževe zgodbe. Ja. No, to je pa zanimivo. Ta slika je narisala moja teta, sestra Hermina, ne, tule. Veste kaj? Sestra Hermina. Sestra Hermina, ja. Redovnica? Redovnica, ja, Pacek. Od moje mame sestra. Tukaj v tej knjigi Anžek in Hanžek je omenjen neki župnik, ne, ki se mu dal ime Klemen, ne. Ta Klemen naj bi bil jaz, recimo, ne, po tem imenu, ne. Potem so pa seveda Klemen, Matevž, ne, in potem so, zdaj sem pa tudi še marsikaj doživel, v času bogoslovja, po semenišču, ne, in tukaj je predvsem rekel štori, ki sem jih doživel tukaj v bogoslovju, pa še tako druge stvari, ki so se mi dogodile. In tako sem nastala te Matevževe zgodbe, ne, ja, tudi recimo, no potem pa tudi malo s tem mojimi romani povezano, s potovanji, ker jaz sem do zdaj kar veliko potoval. No, kolikor sem uspel prebrati, vsaj 9 knjig ste izdali tako zajetnih, ena je tudi Čatež skozi zgodovino. Ja, te pa moje med prvimi stvarmi, ne, to se pravi,
Ja, to v Brestu so napisali eno brošurco, ne. Potem je pa tisto, vidite, pride tisto rivalstvo, ne. Če ima pa Brest nekaj takšnega, bo pa če Čatež imel nekaj takšnega, ne. In potem sem pač to napisal, rekel, to, kar sem takrat vedel v tem Čatežu, ne. Tako da je bila moja prva taka stvar, ko pravi, če ško kam gre na župnijo, pa če tisto prebere malo, ve, kakšen ljudem bo pristopil, ne. No, izdajate pa tudi mesečno glasilo Sopotnik. Kaj popisujete v njem? Menda vsak dan teh ljudi, ne? Ja, glejte, Sopotnik, to je pač naše farno glasilo, ne. Torej, to se pravi, duhovno, verska vsebina? Ja, glejte, je vse notri, to se pravi. Jaz bi rad ljudi informiral, ne. To se pravi, kar se dogaja v naši župniji, ker včasih vidim pri teh ozanilja, pa pri teh listih župnijskih so samo napovedi bolj, ne. Imeli bomo Birmo, imeli bomo to, ne. Nikoli pa ni opisano, kako je tista Birma, pa tisto slovesnost potekala, ne. Se pravi, pa tisti dogodek potekal, ne. In po mojem, da je tole, ne, jaz pa v tem želim, ne, da bi tudi zanamci, ne, če bojo to brali, ne, začutili utrip naše župnije, bi rekel, ne, čez 100 let recimo, ne. Tukaj so notri te dogodki, ki jih imamo, ne, v župniji, ne. Torej dokument na nek način, ne? Ja, potem pa tudi lahko rečem, ne, tudi kar se dogodi v naši, bi rekel, v našem kraju, v moji župniji, tudi čisto stvari, recimo, ali blagoslov, ali pa nova cesta, pa nov dom in tako naprej, ne. To je vse dobi tudi svoj pogled, ne. In če se le da, dobijo ti vsi ljudje tole, ne, vsaka hiša, ne. Krasno. Kakšen je, kaj vaš odnos do ostarelih in bolnih? Glejte, jaz imam največ svojih prijateljev v nebesi, ne. Pač ostareli ljudje, ne, pa bolni ljudje, ne, to še najbolj pokažejo, da potrebujejo duhovnika, ne. Se jim tudi priporočate morda? Poglejte, ja, zdaj bi rekel, ja, tudi po svoje, živijo v moji spomini, v svoje moje molitve, ne, se vsak dan tudi mašujem, recimo za njih, ne. Na pokopališču, ko grem skozi, vidim te grobove, noter pa te usode berem, ne, iz teh grobov, ki pač tudi grobove govorijo, ne. Ja, so, bi rekel, ne, tudi starejši, zdaj pa sploh, ko sem sam star, pa vidim, kako pravzaprav so stari ljudje potrebni, ne, nekoga, ki se je poslušal, če drugo ne. Živeti je zame Kristus, je bilo vaše novomašno geslo. Ja, to geslo sem se izbral takrat pred novo mašo. Zdel se mi je zelo bogat, pomemben, ne. Ja, Kristusa, kaj se vem, to me je osvojil, ne, Kristus, ne, zdaj pa, da bi ga v svojem življenju uresničil, ne, to je nekako geslo. To je moja, bi rekel, moj smerokaz, ne. In navdih pravzaprav, ki je povezoval vse vaše življenje. Moje življenje, recimo, ja. In to bi želel, da bi res ostalo do konca mojega življenja, recimo. Kristus, ki mi središče vsega, recimo, ne. Ne, ki mi je to največja tolažba, pa tudi največje upanje, ne. Pa tudi, recimo, zdaj, ko so te razne preizkušnje, tudi tako in tako naprej, ne. Končno, jaz vem, da usoda sveta ni v mojih rokah, ni v rokah, ne vem, je v rokah Kristus tisti, ki vodi, ne. In tisti, ki se približuje Kristusu, dejansko potem tudi lahko živi življenje, ne. Ker ta moj učitelj duhovni, Vinko Kobal, ne, včasih sem rekel, pa zakaj Vinko ti ne govoriš, ne vem, o neki tema, ne, kot se predzakonski spolni odnosi, kot se tako zelo podarja, pa obi svete maše, pa to. Je rekel, ne, Jože, je rekel. Jaz, ali pa moj cilj je, da ljudem približam Kristusa, ne, da ga osvojijo. In ko bi enkrat to naredili, bojo tudi te problemi rešeni, ne, bojo, ne, razumeš, bojo rešeni, recimo, ne, če te Kristus res, ne, ker vem, ko sem imel eno pogovor z eno punco, ne, ki je takole z lahkoto upravičevala svoje življenje, tudi te amature svoje mladostne, pa to, ne. Pa sem samo rekel, sem rekel, ti, dekle, sem rekel, to, kar zdaj ti tako govoriš, a bi ti lahko to upravičila pred našim križem v cerkvi, pred Kristusom. Je rekla, tu pa ne, je rekla, ne bi mogla, ne. To pomeni, ne, ker je bil pa le v njej, ne, Kristus, ki ga je imela rada, ne, lahko je tako govorila, ampak pred Jezusom pa se ne da upravičiti neke stvari, ki niso prave.
Kaj se vam zdi, koliko ste bili uspešni v tem vašem prizadevanju, z vsem vašim opusom, tako pisateljskim kot duhovniškim, in z vsemi prizadevanji, prav v tem, da ste ljudem, ki so vam bili dani na pot, približali Kristusa, kar bi bilo najbolj bistveno, ne? Poglejte, jaz zdaj moram vse te reči skromnosti, ne, da mi Bog ni dal tiste talente, ko bi jih zdaj potreboval, recimo, ne. Ne znam igrati kitaro, ker sem brez posluha, ne. Moje petje je ni slavljenje Boga, ne, ker je pač, ne. Ampak imate druge izjemne darove. Druge stvari. Poglejte, z eno stvarjo je tisto res, kar včasih, kar pri vsaki maši rečem, ne, ker sem tudi mnogo dobrega opustil, ne. Za vse, kar sem lahko dobrega naredil, ne, pač to ve Bog, ne, in to ve to ljudje, ne. Mislim pa, da bi lahko še več, ne, če bi bil bolj svet, ne, pa če bi bil več človek v molitvi, bil pa tole, ne. Ker vidim, da recimo duhovnik lahko veliko naredi, če veliko moli, če se tudi, ne vem, pusti in tako naprej, ne. No, vsekakor sem pa zelo hvaležen Bogu, da sem duhovnik in sem, lahko rečem, z veseljem duhovnik, ne. Kako razumete te Božje poti, da vas je pripeljal do 50 let opravljanja njegove službe, pravzaprav njemu duhovniške službe? Glejte, to je zanimivo vprašanje, ne? In na to vprašanje sem dal tudi odgovor v tej knjigi, ne? Če bi danes Abrahama kdo vprašal, kaj je zate Bog, ne? On ne bi nič filozofiral o Bogu, ne? On bi samo rekel, bil sem tam v Uru, ne? Nisem imel zemlje, nisem imel otroka, ne? Nisem imel, ne vem, prihodnosti, ne? Bog pa je mi dal zemljo, Bog mi je dal otroka, ne? In Bog mi je dal tudi obljube. To se pravi, če bi vprašal Izraelce danes, ne, v njihovi veri, kaj bo oni rekli, ne? Pravi, bili smo sužnji, ne, pa nas je Bog izpeljal iz suvnosti, ne, z močno roko, s čudeži v svobodi, ne. Tako bi lahko tudi danes rekel tudi za sebe, ne. V vsem tem mojem življenju začutim, da sem sam nič, da sem nula, ne, da vse, kar je Božja milost, ne, in zdaj čutim, ko sem vedno bolj star, da je Bog posegal v moje življenje. Drugače svojega življenja ne morem predstavljati. Bog je posegal v moje življenje, ne. Torej čudež. Ja, na veliko načinov, ne, tudi da sem bil rešen življenje, ko bi mogel umreti, ne, ko sem jih hotel ubiti in tako naprej, ne, ampak Bog je hotel, da živim. No, to še pa morava povedati. Kaj se je zgodilo takrat? Bili ste v resni življenjski nevarnosti, ko je bil nekdo poslan prav k vam v župnišče, da vas umori? A veste, to je bilo eno tako kruta stvar, ne, namreč to je bilo tisto leto, ko so aretirali tisto našo četverico, ne. Janša Borstner. Ja, ko so hoteli duhovnike zastrašiti, to se pravi, zastrašiti, ne, zastrašiti. Takrat sem že aktivno predvsej pisal po teh časopisih, v Delu, pismobravcev, pa še drugi tako naprej, ne. In jih je motilo. In je to zelo motilo, celo enega našega vidnega politika je celo javno rekel, da bodo to tiste pisune po pismobravcev, da bodo že utišali, ne. Kar nekaj svobode bo takrat v tehle, ne. No, in takrat se je zgodilo tole, da ja, je bil k meni poslan, ne, en ali dva, ne, verjetno naročena od vojaške pač te varnostne službe, ne, da me likvidirajo. V pouk vsem duhovnikom, čuvajte se, ne, bodite zadržani, recimo do tega, ne. No in potem se je zgodilo tole, ne, da so prišli k meni, pozneje so prišli isti v noči, v Šmarju, ali kako? Po noči, ja. V Šmarju Sap so prišli pa, ne, in so res ubili župnika Levstika Marka, ne. No, kaj tisto noč se je zgodilo, ne? Tisto noč sem šel je spat o polnoči, mama malo poprej, ne. Čez pol ure sem je začutil neko čudno ropotanje. Hotel sem vstati iz postelje in odpreti vrata, ne, kaj se to dogaja. Pa mi je nekaj glas rekel, ne vstajaj se, kar lepo spi, ne, tu tam na sosednjem parkirišču šoferji neki tovor prestavljajo, ne. No, potem sem zaslišal korake, si ga pa tu je nekaj tukaj pri nas, ne, to ni nekaj odzunaj, ne.
Pa bi en glas rekel, ko so te ostati, ne, nič se ne boj, ne, oziroma nič ni, ne, mama je gotovo potrebuje zdravila, pa je šla iskati zdravila. Ne. In tako sem spet malo jaz tako zaspal. Potem je nastalo neko žveketanje, oziroma z kovinami, ne, tule, ne. Rekel, ja, pa to je tukaj nekje, to je nekje v bližini, ne, sem hotel ostati. Pa mi je glas rekel, ne ostani, ne, tukaj se radiatorji ohlajajo, ne, in je zdaj to poka ti žvegetet, ne. No, pol pa, kljub temu je pa začel nekaj ropotati takole, ne, jaz grem ven, grem tam k oknu, ne, vse je bilo pomirno. In takrat, je bilo 11. februarja, to se je pravi najprej večer luškega praznika, se je zabliskalo, zagrmelo, samo enkrat, ne. In takrat mi je en glas rekel, grmi, ne, to je vihar, to ropotanje, pa to sem se ulegel, ne. Dokler nisem potem zjutraj šel in kaj sem videl zjutraj v župnišču, razdejanje, ne, vlome notri, ne, neko iskanje, ne, da bi prišel do mene tale kriminalc, bi mogel odpreti 3 vrata, ne. Če bi rad se z njim soočil, ne, potem bi me gotovo ubil, ne, oziroma bi me ustrelil, ne. Ampak jaz danes to mislim tako v temle, ne. To je bil res en božji poseg in božji opomin, ne. Če bi rad jaz ostal, zato sem hvaležen Mariji Luški, ne, to je ta naša cerkvica, ko mi spojni živijo, je posvečena Mariji Luški, jo je moj praded naredil, ne. To se pravi, iz obljube, ne? Iz obljube, ja, iz tiste turške bosanske vojne, ne, ki je bil tam, ne. Če preživi, bo zgradil Mariji Luški zahvalo cerkev. Ja, in tako sem ne počutim, da je Marija nekako varuhinja mojega rodu. In ta cerkev še danes stoji? Seveda, je lepo obnovljena. V katerem kraju? V katerem kraju? Malo Mraševo. Malo Mraševo. Ja. To je ta moja vasica, ne, tako je Marija ta ena podoba me spremlja, k vojakom, pa v šole, pa vedno takole, ne. Ta lep lik. Je čudovito. Gospod Jože Pacek, župnik iz župnije Čatež ob Savi, zame zelo plodovit pisatelj, z izjemnim, zanimivim slogom, bi rekel, pisanja. Zelo mi je bilo v čast, da ste prišli in hvaležen sem, da ste se tako žrtvovali. Namreč prišli ste z vlakom pravzaprav iz Čateža do Maribora in sedaj spet potujete tako nazaj. Ja. To je žrtev, pravzaprav danes ves dan ste na poti, da ste lahko prišli k nam, da bi obogatili nas, naše gledalke in gledalce. Res najlepša hvala. Bog plačaj. Želimo vam še trdnega zdravja, tudi veselja, delovnega elana, da bi lahko še veliko dobrega naredili kot duhovnik in tudi kot pisec za naš slovenski narod. Hvala lepa. Sem vesel. Šel sem skrbjo sem, ne, da bom šel pa zažel dušo in srcem nazaj, ne. In sprejmite ob koncu iskrene čestitke v vaši zlati maši. Hvala lepa. Lepo je potekala, imeli ste tudi visoke goste, ne? O, seveda. Sem pa imel na poleg župana našega brežiškega, Ivana Molana, tudi predsednika državnega zbora. Celo predsednika državnega zbora. Tega Žoržiča, ki je doma iz naše župnije. Pa sem tudi teden prej sem pa krstil otroka njenega, ne. No, lepo, vidimo se spet ob vaši biserni maši. Ja. Dobro. Te bo se v božji rokah. No, hvala lepa. Hvala pa tudi vam, spoštovane gledalke in gledalci, za poslušanje.